gospodje, najbolj mišičasti med najbolj mišičastimi. Toliko mišic še ni bilo v tem cirkusu. Mišice, mišice. Sloveniji se te dni obeta veliko protipomladansko čiščenje. Cilj je tokratne čistilne akcije je javnosti predstavil moralni ideolog Državljanske liste Gregor Virant. Sodelavci, s katerimi smo te zakone pripravljali, so ta paket poimenovali kar Mister Muskulo, ker gre za prepotrebno čiščenje slovenske politike. Virant, ki se po novem sam imenuje tudi Mister Muskulo, je med drugim napovedal komplet 7 zakonov, ki jih je njegova stranka vložila v parlamentarno proceduro. Vsem, ki so bili začudeni, da je Državljanska lista tako hitro po izstopu iz koalicije oblikovala predlog 7 zakonov, je zadevo na Twitterju pojasnil predsednik stranke Zares Pavel Gantar, ki je ponosno zapisal. Paket zakonov, ki jih predlaga Državljanska lista, je nastal v intelektualnih delavnicah Zaresa. Tako je bolj ali manj vse jasno. Domnevamo lahko, da so zakoni navdahnjeni z duhom velikega Gregorja Golobiča. Po mnenju priznanega strokovnjaka Gruntovčana s Twitterja smemo celo predvidevati, da je ta intelektualna delavnica Zaresa kar ultra DOO. Ob napovedani čistilni akciji smo se seveda spomnili na neko drugo čiščenje, ki se ga je pred letom dni kot minister Janševe vlade lotil Virantov strankarski kolega Janez Šušteršič. Znano je, da se Šušteršič ni odločil zgolj za čiščenje moralnega okolja, ampak tudi za čiščenje finančne greznice, ki je bila po zaslugi njegovega predhodnika Francija Križaniča precej globoka. Pahorjev finančni minister Križanič je namreč v 3 letih skromni presežek državnega proračuna uspel spremeniti v 1,5 milijardno proračunsko luknjo. To luknjo je minister Šušteršič, ki se zdaj poslavlja, v enem samem letu uspel sanirati za 1/3. To je lepo razvidno tudi iz grafa, objavljenega v časniku Finance. Zdaj pa je očitno nastopil trenutek, ko se Šušteršičev šef Gregor Virant vse bolj zbližuje z v.d. predsednico Pozitivne Slovenije Alenko Bratušek. Prav tisto Alenko Bratušek, ki je bila v času ministrovanja Francija Križaniča direktorica direktorata za državni proračun in je torej med najbolj zaslužnimi za zlom slovenskih javnih financ. Komentator Financ je zapisal, da je Bratuškova skupaj z ministrom Križaničem Slovenijo spremenila v neverodostojno banana državo, saj ni izpolnila danih zavez Evropski komisiji in tujim finančnim trgom o večjem zmanjšanju proračunskega primanjkljaja. Mišice, 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 mišice. Kaj nas čaka, če bo za volan državnih financ poprijela stranka Alenke Bratušek, je torej bolj ali manj jasno. Program finančnega čiščenja v režiji Alenke Bratušek in Pozitivne Slovenije je v marsikaterem pogledu diametralno nasproten prizadevanjem Janeza Šušteršiča. Ampak sredinskega trojčka Virant ter Javec Žerjav to očitno ne moti. Zdaj gre vendar za moralo. Če bi zamrznjeni predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković postal bivši predsednik, bi bila po njihovem domovina rešena. Lahko rečem samo to, da so bili zelo dobri pogovori, da smo vsi trije optimistični in da iščemo rešitve. Alenka Bratušek je glede bodoče projektne vlade optimistična in pravi, da se bo, če bo to potrebno, za narodov blagor zamrznjeni Zoran Janković umaknil tudi iz stranke. Jaz verjamem, da na koncu gospod Zoran Janković ne bo ovira za sestavo te nove vlade. Kdaj se bo to zgodilo, pa je po njenem, ne ravno v božjih, ampak v Jankovićevih rokah.
mišice.